Gospod Boscarol, zakaj vi preprosto ne morete biti tak kot vsi drugi? Prednje luči dolge, prižgane do konca, me ne zanima, ali one od zadaj gorijo ali ne. Plin do konca in tak sem. In smo kupili tudi že kakšno podjetje na lepe oči. A res? Ja, ker smo bili emocionalno tako prepričani, da je to zgodba, ki jo lahko nadgradimo. Ko vam je kupec želel za letalo plačati v bitcoinih, ne? Večkrat ste že rekli, da je bila to morda celo vaša ena izmed večjih investicijskih napak. Kako danes gledate na ta trenutek? Sem seveda tak nakup zavrnil, ker bi danes lahko verjetno kupil velik del Slovenije, bi imel morda še večje težave, kot jih imam zdaj z upravljanjem. Ne težave, ampak izzive. Neposredno v kripto ne vlagamo oziroma ne trgujemo. Imamo pa kar nekaj delnic in vedno smo imeli kar nekaj delnic, ki so povezane s kriptom. Tako. Na nek način smo v tem udeleženi, ampak ne direktno. In mene ne bo nobeden prepričal, da če jaz lahko, v Ajdovščini gradim za 3000 evrov kvadratni meter stanovanja, da v Ljubljani tega ne morem in zraven še zaslužim. Zanimivo, zdaj sem že večkrat slišal to besedo. Kako pa človek dobi mogoče tako intuicijo, da je lahko tako uspešen kot vi? Pozdravljeni v novi epizodi Inkrementum podcasta. Moje ime je Nace Altnik in danes nas v Odiseji gosti Ivo Boscarol. Podjetnik, inovator, ustanovitelj Pipistrela in izjemen gospod, ki ima življenje in svoje delo tako rad, da mu spanec predstavlja skoraj oviro. V šali mu celo pravijo prvi podočnjak Slovenije. Iz svoje dnevne sobe je zgradil eno največjih slovenskih podjetniških zgodb, Pipistrel, ga postavil na zemljevid in dokazal, da lahko tudi iz Slovenije nastajajo zgodovinski preboji, ki jih opazi ves svet. Ob tem pa ga niso zaznamovala samo letala. Blizu so mu bila tudi fotografija, glasba in širši svet ustvarjalnosti. S svojim delom, rezultati in načinom razmišljanja si je skozi leta prislužil spoštovanje zelo širokega kroga ljudi in navdušil tudi mlajše generacije. Mene pa danes zanima predvsem njegov pogled na denar, kapital in vlaganje. Po prodaji Pipistrela se je sicer odprlo novo poglavje njegove zgodbe – upravljanje premoženja. Govorila bova o tem, kako danes razmišlja kot investitor, kako upravlja svoj kapital v okviru Boscarol Family Officea, kako gleda na delnice, nepremičnine, startupe in kriptosredstva, ter kako prepozna pravo priložnost in kaj mora neka naložba imeti, da prepriča tudi Iva Boscarola. To, kar boste slišali v današnjem podcastu, je namenjeno zgolj informiranju in ne predstavlja finančnega nasveta ali pa nasveta o kriptosredstvih. Več o tem si lahko preberete v opisu podcasta. Evo, gospod Boscarol, še enkrat najlepša hvala, da ste nas povabili v tole krasno Odisejo danes. Pa mogoče preden gremo midva na vprašanja, bi vas jaz vprašal eno zelo za ogrevalno vprašanje, no pa me zanima, če se ga boste spomnili. Gospod Boscarol, zakaj vi preprosto ne morete biti tak kot vsi drugi? Hvala za povabilo v vaš podcast in hvala za obisk v našem vesolju vsebinu, Odiseji. Upam, da vam bo tukaj lepo. Ne vem, zakaj ne morem biti. To me spremlja vse življenje. Res je, da sem oven in tisto prav hard ognjeno znamenje, ne. Prednje luči dolge, prižgane do konca, me ne zanima, ali one od zadaj gorijo ali ne. Plin do konca in tak sem. In to je navadno sprejeto malo drugače v družbi, kot je večina in zato imam tudi kakšne težave. No, pa tudi kar nekaj rešitev ste že imeli, ne? Pa verjetno še, vaša zgodba se še ni zaključila. Jaz sem jo v zadnjih dnevih pa tednih malo bolj odbliže spoznal, ampak danes, no, tako kot smo že rekli v intro, bova pa malo drugo tematiko pokrila. Večina ljudi seveda pozna predvsem kot ustanovitelja Pipistrela, ne, pa tudi izumitelja. Mene pa danes zanima predvsem investitorska plat vaše zgodbe, ne, ki se je pa zdaj začela, ne, v bistvu v tem delu vašega življenja. Se pravi, kdaj ste začeli prvič bolj resno razmišljati tudi kot investitor, kot upravljalec premoženja in ne več samo kot podjetnik? Kaj bo ta miselni preskok? Med podjetništvom in investitorstvom je zelo tanka črta, ne. Če si podjetnik, moraš ves čas nekaj razmišljati, kako boš investiral, ne nazadnje denar, ki ga imaš, ali pa ne vem, tudi znanje, ki ga imaš, da se ti bo oplemenitilo, ne. Tako da investiranje je del podjetništva. Če pa govorimo o tem resnem investiranju po prodaji Pipistrela, ko sem tudi imel
ne nazadnje prvič v življenju več denarja na razpolago za investiranje. Potem lahko rečem, da ja, ko sem bil prepričan, da je denar sedel na račun, potem sem začel bolj resno razmišljati. Sicer, ko sem vedel, da se bo to zgodilo, sem že ustanovil družbo za upravljanje premoženja, Boscarol d.o., ki sedaj tudi seveda upravlja vso to premoženje, ampak prej kakšnih resnih takih idej o vlaganju ali pa ne vem, solastništvo v drugih podjetjih nisem imel. Ste imeli bolj oči na tistem svojem podjetju, svojem otroku, ki mu tako ljubkovalno rečete, ne? In se mi zdi, da to je kar velikrat pri večini podjetnikov, sploh v Sloveniji opažamo, da ko so še v obdobju tega podjetništva, se pravi, ko probajo uspeti res v svojem podjetju, da največ vlagajo samo v svoje podjetje, ne? Potem pa, ko nekako malo več denarja nastane, potem se pa začnejo ljudje še malo izven samo tega pogledati. No, nekaj treba tukaj razumeti, da ko si podjetnik, ni denarja za razvoj in za obratni kapital in tako naprej, nikdar dovolj, tako da tudi je zelo težko razmišljati, kaj bi investiral poleg tega, ker ni prostih sredstev. Čeprav danes se dogaja tudi drugače, so podjetniki, ki naredijo velike denarje čez noč, zlasti na tem mehkem digitalnem, če lahko rečem, področju in so že med samim podjetništvom zelo aktivni tudi v investiranju, nakupovanju drugih podjetij in tako naprej, kar pri meni seveda ni bil v bistvu tak primer. Jaz sem praktično 33 let organsko rastel in ves denar, ki smo ga imeli in ki ga nismo imeli, smo dali pač za razvoj. Ampak vmes niti enega leta izgube, če se prav spomnim. Ja, Pipistrel je eno redkih podjetij, ne samo v Sloveniji, verjetno tudi širše, ki v 33 letih ne samo, da ni imelo izgube, vsako leto je bilo boljše od prejšnjega. Vedno smo imeli pozitivno rast, tudi v letih najhujših kriz, takrat smo imeli celo najboljšo rast, ker smo jih znali malo predvideti in smo na žalost ali pa na našo srečo pobrali tudi kakšne posle podjetij, ki niso znali tega predvideti in so imeli težave. Ja, obdobje je bilo definitivno zelo zahtevno takrat, tako da ste se v bistvu kar lepo znašli. Povejte mi, Boscarol Family Office je zdaj tista glavna zadeva, recimo, s katero se ukvarjate, poleg še mnogo drugih, ampak recimo v tem sklopu. Zakaj Family Office? Zaradi tega, ker mislim, da svoje premoženje najboljše znam plemenititi sam in ga tudi zaradi tega tudi lažje nadziram kot recimo skladi. Sem bolj fleksibilen, odločitve so lahko hitrejše in tudi ekipa, ki mi pomaga pri tem, jo poznam in zaupam. Imam ljudi, ki jih poznam desetletja, ki so bili z mano v Pipistrelu. Točno vem, kaj znajo, kaj jim lahko zaupam in sem prepričan, da je premoženje upravljano z našimi rokami najboljša naložba. Se pravi, to zaupanje je kar pomemben faktor. Zaupanje je sigurno pomemben faktor, pa tudi kemija, a veste, ne nazadnje v podjetništvu je enako kot pri vlaganjih, so potrebna pogovarjanja, dogovarjanja, odločitve in če približno veš, kako vsi skupaj dihamo, je to lažje, kot pa prepričevati nekoga, ki mogoče ne pozna toliko niti zgodovine, niti samega poslovanja, niti samega posla, tudi vlaganja. Zato je boljše, da se lahko dobiš na 4, 6, 8 oči in potegneš rešitve ali pa odločitve, ki so včasih potrebne zelo na hitro. Ekipa je res, dobra ekipa je kar zlata vredna. Brez ekipe ne gre. Tako kot ste rekli, ste samouk pri investiranju. V bistvu delate zelo po svoje, na svoj način. Kako bi opisali potem svoj način razmišljanja, ko pride do investiranja?
Zelo intuitivno se odločam, seveda po posvetu z ekipo, ampak če me zadeva ne pritegne, če ne vidim izziva, navadno ne gremo v to. Excel in skrbni pregled nista na prvem mestu. Niste na prvem mestu. Ne. Se pravi, poleg analize, ne, ki sigurno jih tudi nekaj upravljate, je ta intuitiva... Smo kupili tudi že kakšno podjetje na lepe oči. A res? Ja, ker smo bili pač emocionalno tako prepričani, da je to zgodba, ki jo lahko nadgradimo. In se je zaenkrat dobro šlo? Torej, jaz nisem tisti klasičen primer investitorja v startupe, v zagonska podjetja, kjer pravijo, da 2-3% bom rekel, podjetij preživi. Ja. Jaz mislim, da jih preživi tako malo zaradi tega, ker je na prvem mestu seveda Excel s prihodki oziroma z uspešnostjo. Pri nas ni tako. Mi se vsakemu podjetju posvetimo, če treba tudi gremo v mikromanagement in zato sem prepričan, da bojo vsa zagonska podjetja, v katerih smo, uspešna. Ker damo svojo energijo, damo svoje znanje, damo svoje izkušnje in smo se odločili, da gremo v taka podjetja tudi zaradi kemije, zaradi ekipe, ki je na drugi strani, da se dobro razumemo in jaz mislim, da je to tudi eden od razlogov, da sploh investiramo v podjetje. Zelo lepo se to sliši. Vi ste sicer tudi že rekli, ne, da če greste v zgodbo investiranja, ne, v tako zagonsko podjetje, da seveda pričakujete tudi nek donos. Ne. Seveda ja, date svoje izkušnje in vse to, ne, da ne rabijo potem tisti founderji sami delati teh napak, ne, ker ste se že vi dobro naučili, ne, ampak da če ne pričakujete donosa, date donacijo. Ne. Tako. Ja. Če pa pričakujete, potem pa date svojo energijo. Seveda, tam, kjer pričakujem donose, tisti donosi morajo biti pričakovani. Tako. Če pa gremo zavestno v neko zgodbo, ki vemo, da ne bo nikdar donosna, ali pa recimo, da gremo malo za užitek, ali pa ne vem, na mesto si kupiti jahto, da imamo nekaj drugega. Potem seveda je to investicija, ampak je bolj razumljena kot donacija. Ja, tako. Super, jaz bi se definitivno potem še malo vrnil k tem vašim zagonskim podjetnikom, ki jih ni malo, no, pa tudi zelo zanimive so. Prej pa bi se dotaknil še mogoče vašega delniškega portfelja, ne. Kar nekaj delnic ste imeli upravljene po zadnjih podatkih, no, kot sem jaz slišal, tam tudi do 85, je res? Ja, tudi preko 90 smo jih imeli čas. Tudi preko 90. Vsi, ki smo v tem vlaganju, vemo, da razpršitev je pomembna, ne? Ampak ta je pa že kar močna razpršitev, ne? In mene zanima to, predvsem, kako preprečite, da portfelj ne postane mogoče preveč razrečen? Torej, mi smo šli v delnice, bom rekel, z predhodnim šibkim znanjem. Zato smo razpršili tveganje. Razpršili smo ga oziroma šli smo investirati v tistem obdobju, ko je bilo sicer za delnice bolj zlato obdobje, lahko rečem, in smo imeli nadpričakovane donose. No, potem, ko smo se pa malo naučili, smo pa seveda malo zožili ta portfelj in zdaj bolj aktivno ukvarjamo oziroma upravljamo manjše število delnic. Je pa res, da smo razpršili tako kot na drugih področjih vlaganja v družbe, smo razpršili delnice in teritorialno in po segmentih med tehnološkimi in drugačnimi podjetji in pa seveda tudi med delnicami, ki so, bom rekel, bolj likvidne in manj likvidne. Tako da zaradi tega smo šli toliko na široko takrat vlagati v delnice. Preden nadaljujemo, če so vam take in podobne tematike všeč, se naročite na kanal, kliknite like in napišite kaj v komentar. Uživajte še naprej. Kako izgleda vaš proces, ko izbirate delnice konkretno? Kaj vas mogoče najprej zanima? Panoga, trend, ekipa, ki je v ozadju, zgodba? Kako izgleda ta vaš proces izbira? Ja, delnice sicer dnevno spremljamo, vidimo trende. Prav kaj dosti moram reči, da se ne zanašamo na neke napovedi takih in drugačnih strokovnjakov, ker smo videli, da večkrat zgrešijo kot pa mi. Tako da imamo svoj sistem izbire delnic. Tedensko ali pa 14-dnevno se pogovarjamo,
kaj bi bilo dobro kupiti, kaj bi bilo dobro prodati in na podlagi tega pol naredimo odločitev. Se pravi, kar zelo aktivno v bistvu trgujete tako, če na tedenski, dvotedenski ravni, verjetno imate tudi kakšne bolj dolgoročne zgodbe, ne? Ja, imamo kar nekaj dolgoročnih zgodb, tudi take, ki niso, bom rekel, tako likvidne. Trgujemo pa včasih tudi s kakšnimi delnicami, ki so tako zelo perspektivne ali pa imajo hitre trende rasti v kratkem času, tako da vse zelo različno trgujemo z delnicami. Tudi sem slišal, da ste imeli delnico, ki vam je v enem letu napravila 500%, ne? Ja, res je. Takrat je bilo obdobje hitre rasti določenih tehnoloških delnic oziroma softverskih, umetne inteligence in tako naprej. In takrat smo naredili kar dobre donose na nekaterih delnicah. Ja. Se pravi, mi ne morete razkriti, kje je bila ta za 500%? Ja, vsak dela to po svoje, mi delamo po svoje. Zmenjeno, razumem. Še bolj pomembno, kot nakup izbira, pa je tudi mogoče prodaja, ne? Kdaj vi veste, kdaj je recimo ena zgodba zaključena, se vam zdi, da mogoče je že naredilo tisto, kar bo, kako to ocenite? Tudi zelo intuitivno. Seveda spremljamo trende in tako naprej. Jaz imam morda včasih en tak nos, kam pelje stvar. Tudi, bom rekel, spremljam stvari, ki morda na prvi pogled niso povezane samo z delnicami. Tako da recimo pred volitvami Trumpa smo imeli kar dober nos, kako z delnicami trgovati, tako da takrat, ko so bile velike volatilnosti, smo imeli dober občutek. Tako da, ja, zelo intuitivno delamo tudi to. Zanimivo, zdaj sem že večkrat slišal to besedo, kako pa človek dobi mogoče tako intuicijo, da je lahko tako uspešen kot vi? Ne vem, to ne znam povedati, ampak sej ne uspe vedno, ne, to je treba vedeti. Ne. Sigurno. Tudi ne, gospod Warren Buffett je rekel, ne investiraj v to, kar ne razumeš, ne. Vi ste šli v letala, v nepremičnine, startupe, ne, in tudi prek delnic pokrivate v bistvu kar širok nabor panik, ne. To so si v bistvu med sabo tudi kar različna področja. In kako vi v bistvu določite, kar sami razumete dovolj dobro, da greste v to, in kaj je mogoče že zunaj malo vašega kroga kompetenc, ker je kar velik obroč to, ne? Ja, človek ne more vsega nadzirati, ne more poznati vsega. Jaz grem investirati v tisto, kar ne poznam, če sem prepričan, da ekipa, ki to pelje, to pozna. In če jaz zaupam ekipi, pol ni treba, da sem jaz strokovnjak, čeprav ne vem, jaz sem ekonomist po poklicu, o elektriki nisem vedel nič, o električnih letalih še manj, o aerodinamiki na začetku tudi nič, ne. Nisem vedel nič o, ne vem, rasti celic v inkubatorju, nisem poznal sistema projektorjev, ne, tako tukaj v Odiseji. Ampak ja, če je ekipa, ki zaupam, potem je lahko to področje zelo široko. Ena zelo zanimivih zgodb, ne, izpred kar nekaj časa, ne, več kot desetletje, je bila ta, ko vam je kupec želel za letalo plačati v bitcoinih, ne. Večkrat ste že rekli, da je bila to morda celo vaša ena izmed večjih investicijskih napak. Kako danes gledate na ta trenutek in mogoče, kaj ste se naučili iz te zgodbe? Ja, morda je bila takrat to racionalna odločitev, ker smo seveda rabili konkreten denar za razvoj, za poslovanje. Podjetje je bilo pred takrat 15 leti, ne vem koliko je, takrat je bil €1,15 bitcoinov, mislim. Letalo je stalo 130 000 evrov, tako da jaz sem seveda tak nakup zavrnil, ker bi danes lahko verjetno kupil velik del Slovenije, bi imel morda še večje težave, kot jih imam, ne vem, zdaj z upravljanjem, ne težave, ampak izzive, tako da se neke sam jaz nobene svoje odločitve ne obžalujem. Je pa res, ja, da to je bila velika priložnost in če bi takrat drugače ravnal, in da bi vedel, da bo v 15 letih ali pa ne vem, v 13, ko vmes je bil že višji in tako naprej, ne, to toliko povečalo premoženje, verjetno bi se tudi drugače odločil, ampak tako je. Če bi človek bil vedež, ne, ampak v vašem primeru to itak ne velja. Mi je sicer,
kar nekaj takih zgodb sem že slišal, no, od mojih gostov tukaj, pa tudi, ker delam v tem poslu, ampak se mi zdi, da ta vaša je skoraj da najbolj divja, no, zaenkrat, tako da zelo zanimivo. Mi je pa tudi zanimivo, da neposreden kripto vam pa ni še toliko blizu, ne? Ste se pa odločili za podjetja, ki so pa v okolici tega ekosistema, ne? No, jaz bom rekel tako, da neposredno v kripto ne vlagamo oziroma ne trgujemo. Imamo pa kar nekaj delnic in vedno smo imeli kar nekaj delnic, ki so povezane s kriptom, od menjalnic do pač rudarjenja in tako naprej. Tako da mi smo tako z eno tako od ene varne razdalje spremljamo kripto, seveda, in tudi na nek način smo v tem udeleženi, ampak ne direktno. Pa ste bili vi ta, ki je, ali imate nekoga v svoji ekipi, ki spremlja to področje, pa se Imam nečaka, ki je mogoče bolj za te zadeve. Ja. Super, kako potem gledate trenutno na ta kriptosvet? Nekaj izkušenj ste že imeli, ne? Zdaj s temi delnicami, potem takrat z Bitcoinom. Kakšno je vaše mnenje? Ste se kdaj kaj opredelili glede kriptotrga? Mislim, opredelili smo se toliko, da direktno ne trgujemo, da tudi ne prodajamo. Jaz sem en čas celo se odločil, ali bi letala prodajali tudi za Bitcoin ali ne. Ampak potem se nismo za to odločili. Jaz mislim, da sem preveč človek konkretnih fizičnih stvari, ki jih lahko tipam oziroma ki jih lahko čutim, kot pa takih virtualnih, in če se jaz počutim na tankem ledu, v neki ne grem, iz previdnosti. Razumem. Kaj pa bi vas mogli mogoče prepričati, da pa bi se bolj varno počutili v tem svetu? Ne vem, če to potrebujem, ker imam toliko drugih izzivov in toliko drugih stvari, ki me pritegnejo, da v tem trenutku mi to ni izziv. Če mi bo, ne rečem nikdar, da se ne bom tudi s kriptom ukvarjal, in takrat se bom zelo intenzivno. Nikoli ne reče nikoli. Tako, ja. Super. Peva midva še na mogoče celo najpriljubnejšo slovensko naložbo, ne, seveda nepremičnine. Ne. Vem, da včasih ste mislili, da nikoli ne boste kupnino od Pipistrela usmerjali v nepremičnine, potem pa ste se kljub temu šli v to smer. Ne. Kaj vas je prepričalo? Ja, ko je kupnina legla na račun, je bila v Sloveniji 11% inflacija. In najboljša naložba v tistem trenutku varna za del, seveda te kupnine so bile tudi nepremičnine. Ko smo mi prejeli kupnino, smo se odločili v tem družinskem podjetju, da ne bomo dali vseh jajc v isto košaro, da naredimo 3 stebre. Eden so finančne naložbe, drugi so naložbe v družbe, v podjetja, startupe, in tretje so nepremičnine. In takrat smo imeli tudi malo sreče, da svežega denarja na trgu ni bilo veliko in smo lahko kupili nekaj nepremičnin zelo ugodno in jih sedaj upravljamo. Ne bi pa radi šli več kot tretjino premoženja v nepremičnine. Pa vam je kljub temu blizu nepremičnina kot naložbeni razred? Kako gledate na to? Oziroma mogoče, kaj mora neka dobra nepremičnina tudi imeti, da je za vas res dobra naložba, ne samo neko parkirišče za denar? Torej, ja, nepremičnina je naložba kot vsaka druga, ne? S tem, da bom rekel, da od nepremičnine bolj, bom rekel, intenzivno ali pa bolj zahtevno pričakujem neke donose, čeprav, bom rekel, ne take, kot so potencialno na drugih stebrih, ampak bolj take varne donose na dolgi rok. To pomeni, da dokler bom videl, da nepremičnine v Sloveniji, zlasti v Ljubljani, rastejo po 80% letno vrednost in da potem dobiš, ne vem, še 10% donos od najemnin, je to 20% ali pa 15% ali pa 18% in je to, bom rekel, za tako zelo pasivno naložbo dober donos. In bomo tudi to peljali. V tistem trenutku, ko bomo videli, da se to kaj obrača, se bomo verjetno tudi kaj dezinvestirali. Je pa res, da smo določene nepremičnine, tako kot je tudi ta Odiseja, smo investirali v bivši Kolosej, naredili najmodernejši
slovenski center zabave in podjetništva in kina in koncertov in tako naprej. In je potem to že neki miks, ni samo nepremičnina, ampak so tudi druge dejavnosti. To ni rečeno, da bomo delali tudi z drugimi nepremičninami, nekatere, bom rekel, samo ohranjamo, da so še vedno zanimive. Nekatere bomo verjetno tudi kaj prodajali, ne vem. Tudi tam imamo različne koncepte. Super. Mene je bil predvsem zelo zanimiv vaš projekt Galaksija, ne? Ko sem jaz to prvič videl, kako leto nazaj, sem si rekel, noro, tam bom pa tudi jaz imel stanovanje. Sem si najprej rekel, približno 95,000 kvadratnih metrov je to, parcele, tukaj v BTC-ju, na območju bivšega Žita. Se pravi, cilj tukaj, kot ga razumem, je neko multifunkcionalno mesto, v bistvu, kjer imaš in stanovanja, in zabavne vsebine, medicinski center, sem tudi slišal, kjer bo v bistvu vse na voljo nekako na 15 minutah, Ta izjava, pa še najboljš, da bo cena okoli 3,000 evrov na kvadratni meter. Zdaj, danes se meni v Ljubljani to zdi skoraj da utopično, pa bi najprej vas vprašal, kaj želite s tem projektom skoraj mogoče doseči ali pa celo dokazati? No, zgodba, da smo to mi kupili, se navezuje na tisto, kar sem prej rekel. Takrat, ko smo mi prejeli to kupnino, smo iskali, kaj je na trgu. In praktično v 14 dneh smo kupili dve nepremičnini, ki jih loči samo ena cesta, ena je Odiseja, druga je bivše Žito. Niti za eno nismo vedeli takrat, kaj bomo počeli, ampak smo jih kupili za varovanje kupnine oziroma pada evra glede na nepremičnino. In potem smo iskali razne variante, kar nekaj idej je bilo. No, pol smo ugotovili, da to je v bistvu 10 hektarov zemljišča, največje zazidalno območje znotraj obroča v Ljubljani, 500 metrov streljaj stran od 2 avtocestnih izvozov in je dejansko najperspektivnejša lokacija v Ljubljani za marsikaj. Seveda smo mi z nepremičnino oziroma s terenom dobili tudi veliko uporabnih hal, ki jih sedaj seveda upravljamo oziroma dajemo raznim najemnikom. Ampak razmišljali smo kaj naprej. Dejstvo je, da je zraven praktično sosednja parcela začenja BTC, ki ima letno 22 milijonov obiskovalcev. Na drugi strani Odiseja, za katero pričakujemo, da bo tudi preko milijona letno, da je tukaj veliko nekih vsebin in kar manjka je združiti vse to na način, da lahko ljudje stanujejo, grejo v službo, imajo prosti čas, imajo potrebne storitve in tako naprej, na način, da se ne rabijo voziti niti v center, da imajo okrog ali pa na tej nepremičnini praktično tisto, kar potrebujejo in da dobro funkcionirajo. To pomeni mesto v malem. Seveda je ta nepremičnina tako velika, da ima 3 različne namembnosti. In zato združiti oziroma zato narediti je sprememba občinskega prostorskega načrta nujna. Izzivov tukaj je sicer več. Eno je, da smo na klasi 2 vodovarstvenega območja. Drugo, da je prometna ureditev tukaj izjemno neurejena, če lahko tako rečem. Na to nepremičnino se praktično s kamioni razen z ene strani ne da priti. Tukaj bo treba spremeniti celotno infrastrukturo, kar se nepremičnine tiče. No, občina je šla v spremembo občinskega prostorskega načrta, tudi neke ideje so že bile. Mi smo dali kar nekaj komentarjev na to.
Namreč na tem območju je možno graditi do višine 120 metrov, to je najvišja možna višina v tem trenutku, mislim, da v Ljubljani. Možno je graditi dejansko vse to, kar mi potrebujemo, ampak ne na vseh delih, ne, kar pa mi rabimo dejansko to povezavo. Če se bo to zgodilo, potem in če ne bojo kakšne hude zahteve, ker po prvih informacijah, ki smo jih dobili, so bili predlogi takih, da tudi nam niso ustrezali, ne bi šel v detajle, ampak če se bo ta OPN zgodil na en normalen način, oziroma tak način, da bomo lahko bili dodana vrednost mestu, potem bomo tukaj dejansko kaj naredili. Če ne, bomo imeli razdrobljene vsebine, kot jih imamo sedaj, in bomo čakali boljših časov. Veste, da v Ljubljani se itak, tudi drugje po Sloveniji, pa tudi po Evropi se težko zgodi nekaj v 5 ali pa 7 letih, tako da čez noč se tukaj ne bo kaj dosti zgodilo, dobro, da bom dočakal 130 let, tako da ni prbe, bomo rešili. Ampak dejstvo je, da kar se pa tiče same gradnje, glejte, jaz bi najboljši posel v življenju naredil ne s kriptom, ampak s tem, da bi pri 18 letih ustanovil gradbeno podjetje, ker sem celo življenje nekaj gradil, skozi sem gradil, in če bi imel svoje podjetje, bi verjetno mrskešen glavo bolj manj imel. No, ampak dejstvo je, da pri vseh nepremičninah, ki jih imamo, gradnjah, obnovah in tako naprej, vidim, kako se dela, kakšni so postopki, kakšen je način naročanja, kakšne so možne optimizacije. Danes živimo v globalnem svetu, ni več mej, tako kot v bivši Jugoslaviji, da si moral imeti izvajalca lokalnega, da si moral material lokalno kupovati in tako naprej. In mene ne bo nobeden prepričal, da če jaz lahko, ne vem, v Ajdovščini gradim za 3000 evrov kvadratni meter stanovanja, da v Ljubljani tega ne morem in zraven še zaslužiti. Tako da to je neki stereotip, ki izhaja največ iz tega, da je povpraševanje v Ljubljani dejansko veliko, zato so ne samo končne cene stanovanj visoke, ampak seveda celotna veriga, ker vsi vidijo priložnost. Ampak če si pa ti tako velik, da delaš na 10 hektarih mesto, potem si lahko ti tisti, ki postavljaš pogoje na trgu. Od projektantov do dobaviteljev, ne nazadnje do posrednikov pri prodaji, v celotni verigi. In kubik betona čez mejo, bom rekel, na naši strani stane polovico toliko že kot na naši strani in 1/4 tistega, kar v Ljubljani. In za 100 km prepeljati kubik betona za 4-kratno razliko se pa že splača. Tako da to zelo verjamem, da se da za 3000 evrov podaljšano tretjo fazo v Ljubljani zgraditi in še dobro pri njej zaslužiti. Tako da ceno še vedno stojim za njo. Je pa nekaj res, da je treba tukaj razumeti tudi, kakšen tip stanovanj Ljubljana potrebuje v bodoče. Zdaj potrebuje vse, ampak v bodoče, gledajte, mi smo delali anketo in tudi mislim, da od tistih 3000 kontaktov, ki smo jih dobili, oziroma interesentov, verjetno ste vi eden med njimi, za stanovanje tukaj, ker smo jim poslali vprašalnik, je velika večina ljudi, ki se zanima za način bivanja v stanovanju, ki šele prihaja in ki ni zdaj, recimo. In to je tisto, kar sem jaz razburkal Slovenijo, ker sem pač povedal, da bomo na račun večje dnevne sobe lahko ponudili tudi zmanjšan prostor za kuhanje. Veliko ljudi prihaja v Ljubljano v nedeljo zvečer in odhaja v petek popoldan, zjutraj si naredijo zajtrk, čez dan jedo nekje v službi ali pa na terenu in zvečer naročijo hrano na dom. In je potreben prostor za kuhinjo vsak dan manjši. Jaz ne rečem, da ne bomo mi nudili tudi normalne kuhinje. Ne bomo pa nudili 5-metrske kuhinje za to, da skladiščijo gor čevlje in ne vem kaj, za tiste, ki ne potrebujejo. To je ena stvar. Druga stvar, kar je zdaj v tem trenutku tudi zakonsko težko izvedljiva, je, da ponudiš delo na domu z delovnim prostorom,
ker zakon pravi, da lahko ti imaš po nadstropjih različno dejavnost, to se pravi recimo v pritličju imaš lahko poslovne prostore, prve nadstropje, potem stanovanje in tako naprej. Če bi pa nekdo hotel imeti stanovanje in potem iz tega stanovanja, ne vem, prehodna vrata v zobno ordinacijo in z druge strani ima, ne vem, vhodna vrata s čakalnico z druge strani, pa to ni možno, zaradi tega, ker namembnost same stolpnice se ne, bom rekel, se ne da narediti na način, da je različna namembnost v enem nadstropju. In zaradi tega sem jaz rekel, bomo mi to rešili enostavno tako, da bomo pač postavili, zidali dve stolpnice, ki imajo dva zida na sredini, ena bo za to, druga to in bomo naredili vrata vmes in bomo zadostili zakon. Ste se vas znašli? Ja, mislim, to so kakšne take birokratske, bom rekel, ovire, ki jih težko človek razume, ne? Ali pa to zdaj so neke ideje, recimo, da je to tako velik kompleks znotraj Ljubljane, da bi moral biti širši celo mednarodni natečaj za to, kaj se bo na mojem privatnem zemljišču lahko gradilo, ne? Mislim, v Sloveniji smo res včasih, ne vem, malo nerazumljivi, kar se odločitev tiče. Ja, definitivno je kar kompleksno. Jaz mislim, da tale vaša ideja s temi stanovanji, ki so v bistvu namenjena bolj kot ne, da prespaš, ne, da prespiš notri, mislim, da bo tudi velik potreba v prihodnosti, no. Že vidim to sam, sploh pri mlajši generaciji, veliko mladih je, ne, ki recimo tudi delajo, ne, pridejo zvečer praktično samo prespat, ne, in potem te cel dan ne potrebuješ, ne, da boš kuhal si recimo. Morda se bo tudi v teh letih, kar se bo itak ta proces dogajal, se bo to še malo bolj izkristaliziralo. Zdaj, če bo res tistih 30 ali pa 50 ali ne vem koliko tisoč stanovanj država naredila, potem bo itak potreba po stanovanjih drugačna, ne. Pustimo čas v čas, nam se nikamor ne mudi. Mi imamo zelo zanimive donose z te parcele tudi tako, kot je sedaj. In če se bo kaj zgodilo, se bo, radi bi videli, da bi se, če se pa ne bo, pa tudi ne bomo traumirali. Ne bo konca. Cena parcelje raste 8% letno. To je res. Ne, se ravno to, zato me je bila tako provokativna vaša misel zadnjič na podcastu gospe Milič, ki ste rekli, da celo bi znali biti manj kot 3000 evrov na kvadratni meter, ne, čeprav danes imamo praktično zarabljeno stanovanje, ne, v Ljubljani pod 5000 na kvadratni meter ne greš, ne, novogradne so že okolo 8000. Ja, ker to je to, kar sem prej rekel. Povpraševanje generira ceno. A veste, ne? Ampak kar se pa gradnje tiče, pa meni ne more nobeden preprečiti, da jaz ne dobim materijala cenejšega kot tistega, kot je po tržni vrednosti v Ljubljani. Meni ne more pri 1000 stanovanjih nobeden preprečiti, da nimam svoje prodajne agencije s 5 ljudi noter in ne plačujem 3 do 5% provizije nepremičninskim agencijam. Jaz imam teren, ki sem ga kupil po 250 kvadratnih evrov, po 250 evrov kvadratni meter in ga ne bom obračunal, ne vem, po 1200, kot ga kupujejo tisti, ki gradijo. Jaz ne rabim bančnih kreditov, ker bomo gradili svojim denarjem fazno in vse to zniža na koncu ceno kvadratnega metra. Všeč mi je, da ste tako zelo v bistvu kar čustveni, no, iščem to besedo, passionate je v angleščini glede tega projekta. Pa me zanima, sicer imate še, ne pravite, da boste še vsaj 60 let z nami, ne, imate še kar nekaj časa, a v tem delu življenja bi rekli, kateri je tisti projekt, na katerega ste mogoče najbolj ponosni ali pa ciljate, da bo mogoče, da se bojo pa ljudje, poleg seveda letalstva, ne, potem spomnili v tem delu življenja. A je to Odiseja, mogoče Galaksija, še kaj drugega, ki pride? Veste, to je tako, da vprašate, kateri otrok vam je najljubši. Vsak ima svoje posebnosti, vsak ima svoje izzive, pri vsakemu vidite drugo priložnost, drugačno priložnost, pa tudi priložnosti se delajo same. Ko sem jaz vstopil, na primer, v družbo Sipabord, ki je razvila supe na električni pogon,
nisem nikdar pričakoval, da bo en velik BMW, centrala, ne, slovenski, recimo prišel do nas, ne, in rekel, lejte, mi novo generacijo avtomobilov, nove klase, iX3, bomo predstavili na način, da bo avto, ki je namenjen doživljajem, električni, povezan z vodnim produktom. Ne. In to, kar se je zgodilo, to, da smo dobili skozi to celotno svetovno promocijo, vstop v 5500 prodajnih mest BMW-ja, vse njihovo znanje pri razvoju res edinstvenega produkta, to je težko včasih pričakovati. Bolj so kakšne stvari, v katere jaz sicer verjamem, ampak trajajo, ker veste, zelo enostavno in lepo in krasno je biti inovator, ampak je navadno od tega zelo težko živeti. Zaradi tega, ker je treba spremeniti miselnost, dostikrat pa tudi zakonodajo. Jaz sem spreminjal zakonodajo pri ultralahkih letalih jugoslovansko, pa svetovno pri električnih letalih in vem, kaj to pomeni. In tako kot je recimo Volvo v 60-ih prejšnjega stoletja lansiral varnostni pas, ki je bil cel svet proti temu in so rekli, ljudje bodo zgoreli v avtih, ki se ne bojo mogli odvezati, avto se bo prekucnil, ne padejo ven, da bi preživeli in tako naprej, ampak na koncu se je pokazalo, da je varnostni pas izredno varnostno dobra inovacija in dobra rešitev. Enako jaz verjamem zdaj, da je brisalec za motoristične čelade na enaki poti, da spremeni svetovne standarde, ker največ nesreč motoristov je v slabem vremenu, na mokri cesti, v slabi vidljivosti, ker ali nič ne vidijo, ali roko vzamejo iz krmila in postanejo zaradi tega seveda bolj nevarni in si brišejo ali dvignejo vizir, ali pa dejansko nič ne vidijo. In to, da imate brezžičen, bom rekel, nadzor brisalca na čeladi, poveča varnost še pa še. In je bilo zelo težko narediti te prve korake, ki so se več ali manj ljudje, razni tisti seveda, ki so to kupili, ki so pol videli, kakšen benefit je, so se temu smejali. In ko je začela recimo londonska policija to uporabljati, ko so začeli poštarji to uporabljati in tako naprej, potem so začeli, bom rekel, tudi tisti dnevni motoristi malo verjeti. In zdaj, ko je pa zavarovalnica Generali prišla zraven in je rekla, da zniža premijo motoristom za 50% do 50%, če so opremljeni z brisalcem, sedaj se pa začenja tudi v glavah tistih, ki so bili absolutno temu proti, ali pa so rekli, da je to neka igračka, spreminjati mišljenje. Zato je težko včasih primerjati, kateri, bom rekel, katera investicija ali pa kateri projekt, koncept ti je bolj, bom rekel, pri srcu. To se spreminja lahko dnevno tudi z odzivom, ne? Oziroma tudi s pričakovanji. Jaz točno vem, da dokler ne bojo klimatske spremembe res začele tako močno vplivati na človeštvo, ki se seveda tudi širi številčno, množi, da bo problem zelenih površin za pridelavo krme za živali, do takrat bo laboratorijsko pridelano meso še vedno tretirano kot nekaj čudnega in tako naprej. Ampak ko pa ne bo več hrane možno pridelati, pustimo Slovenijo, ker je toliko zelena, 70% Slovenije zelene, poglejte Azijo, poglejte Oceanijo in tam, ali pa recimo Bližnji vzhod, kjer ne vidijo zelenega, razen na televiziji v živo nekjer, in so odvisni od proizvodnje hrane, recimo v Avstraliji ali pa v Južni Ameriki, do takrat verjetno bo težko to razumeti. Ampak čez noč pa se takrat ne bo dalo reševati človeštva. Zato je treba verjeti zdaj v take projekte, kot je recimo naš Tech for Meat, da bomo lahko jutri, bom rekel, pripravljeni, ko bo, bom rekel, zavest ljudi pa to potrebovala. Zelo mi je všeč, kako
koliko veliko vam pomenijo v bistvu te tudi manjši startup projekti, v katere ste se vrgli zdaj v zadnjih letih, omenili ste jih že neki, Sipa Board, Biker Guard je ta brisač, potem Tech for Meat za umetno meso, tudi Bird. Ni to umetno meso, to je naravno meso. Pardon. Ker prva celica, ki jo vzamemo iz živali, je naravna in ona se deli. Umetno meso je tisto, ki je narejeno iz soje ali karkoli. Umetno pridelano naravno meso. Tako, ja. Tako. To, Bird Buddy, pa še druge, kar nekaj takih trenutno še manjših, ampak zelo, zelo lepih zgodb, ki bi se lahko razvile. Kaj vam daje v bistvu to energijo, pa to zadovoljstvo? Radi rešujete probleme človeštva, mogoče s čim greste v te zgodbe? Predvsem ta optimizem, da bo na koncu en tak rezultat. Saj veste, pri nas je težko razložiti ljudem, zakaj vlagaš v eno družbo zdaj, da že tretje leto, četrto leto dela zgubo, mislim, kaj te vleče? Vleče me to, ker verjamem v njo, da nekoč bo uspešna. Tako da to so več ali manj vse zgodbe na dolgi rok. Saj sem rekel, je fajn biti inovator, ampak od tega težko živeti. Tako da čez leta se navadno pokaže tisto, ali si imel prav, ali si imel nos ali nisi. In to je eno tudi od vodil, da dokažeš, da si imel prav, kar si mislil. In v bistvu, kaj je za vas tukaj mogoče potem tisti glavni faktor? A so to zgodba, a je tle vzadje ljudje, mogoče tudi kje pričakujete kakšne donose v prihodnosti? No, seveda, podjetniško gledano je donos sigurno ena kategorija, ki ne sme biti prezrta. Tako kot sem rekel, če jaz ne pričakujem donosa, reč dam donacijo. Ampak tam, kjer pričakujem donos, pač se mora ta donos v enem določenem obdobju zgoditi. Zdaj, doskrat je tudi seveda odgovornost do ekipe, če gre zraven, ker če si zraven, potem si soodgovoren. Danes mladi, zlasti v startupih, imajo ogromno nekega znanja, nimajo pa izkušenj. In če priješ ti z izkušnjami zraven in mu rečeš, ne iti v to smer, ker to sem jaz že probal v enem drugem življenju, drugi zgodbi, je škoda energije, škoda časa, škoda denarja, potem je to velika dodana vrednost. In če imaš ekipo, ki to razume, potem se da tudi zelo hitre skoke delati, ne samo hoditi počasi. In to je nenazadnje tudi, bom rekel, moje poslanstvo pri startupih. Ampak to, da recimo greš v neko zgodbo, ki ima, bom rekel, tudi težko razumljen ali pa tudi morda nepričakovan donos v enem določenem obdobju, je za startupe normalno. To je treba pač vzeti v zakup. In pri meni je, hvala Bogu, ta možnost, da lahko skozi ta obdobja gremo, ker danes, veste, če startup nima nepremičnine, da se banka lahko usede na njo, kot s hipoteko, ali pa če nima kakšnih drugih takih velikih jamstev, do denarja zelo težko prije, vsaj do konkretnega. In veste, pri kakšnih takih startupih, kot je recimo naš Timtek, recimo, ki razvija te antidronske sisteme in te, rekel, bolj obrambne produkte. Tukaj so vlaganja izredno velika. To so vlaganja enormna in to tudi dolgoročna, zato da priješ potem do produktov. In seveda bi lahko mi nekdo rekel, zakaj ne kupiš rešene stolpnice v Ljubljani, ker tam bo donos bolj varen, vsaj v tem trenutku, z manj energije in tako naprej. Zaradi tega odgovor je zelo enostaven, zaradi tega, ker mi to predstavlja izziv in ker verjamem v to. In to je pol tisto, kar je lahko odgovor na vaše vprašanje. Kot ste sami rekli, 97% startupov, morda še več, v VC skladih pogosto slišim 99%, celo številko, zgodb se pač ne izide tako, kot bi se, in propade. Koliko mislite, da vi teh procentov odtehtate s svojimi izkušnjami? To je težko reči. Je pa res nekaj, da
V teh 97% so tudi, bom rekel, naložbe po nekaj 10.000 evrov v tisti zgodni fazi. In jaz, ne vem, statistika ni bila nikdar meni, bom rekel, ravno priljubljena znanost. Čeprav ste imeli na ekonomiji, ne? Ja, jaz smo jo imeli na ekonomiji, ja, ampak nisem bil nikdar prijatelj z njo, ne, zaradi tega, ker enostavno statistika je pač prikaz nečesa, kar ni, ne, ker ali povprečja, ali neki stvari, ki pač od kjer lahko črpa podatke, ampak ti podatki, vprašanje, koliko so lahko relevantne. Tako da, jaz bi rekel tako, resni startupi imajo bistveno večjo možnost preživetja, kot pa eno povprečje, ko pridete vi z nekim PowerPointom, da boste, ne vem, ukleti v vedru z kuhalnico delal vreme, ne. Ampak so vlagatelji, ki tudi v tako vložijo po nekaj 10.000 evrov, ne. Zato je ta statistika mogoče malo tudi za lase prevlečena. Za lase prevlečena, ne. Odkrivamo mogoče še eno tematiko, ki je bila v zadnjih letih zelo pereča, mislim, da zdaj se malo mogoče umirja, ampak še vseeno. AI, ne, umetna inteligenca, artificial intelligence. Vi ste zelo slavno rekli, da je civilizacija blizu izumrtja zaradi AI-ja, ne, ker močna izjava. A najprej še vedno mislite tako? Torej, mi smo naredili največje donose v delnicah ravno na tem področju, v tistem ta pravem času. In verjamem, da je umetna inteligenca lahko zelo velik doprinos človeštvu, če jo bomo uporabljali racionalno in nadzirali. Kar je zelo velika grožnja pri umetni inteligenci je to, da zelo hitro prihajamo do točke preloma, ko bo dejansko umetna inteligenca sposobna sama razmišljati, sama vleči odločitve in se postaviti proti človeštvu. Jaz nisem popolnoma prepričan, da razvoj umetne inteligence že ni, bom rekel, na tem nivoju, zlasti v določenih razvojnih centrih po svetu, ki so financirani od vojske, ali pa, bom rekel, od zelo bogatih zemljanov, ki se s tem ukvarjajo. In v tistem trenutku, ko se bo to zgodilo in če bo postalo nenadzorovano, potem je to sigurno hujša grožnja človeštvu kot vsaka jedrska vojna in čisto možno, da pomeni propad civilizacije, ker enostavno človek ne bo več na nivoju, da bo to ustavil, ker niti njegovo telo, okončine, ki jih ima, še manj pa možgani, bodo sposobni se zoperstaviti tako hitrim in sposobnim odločitvam in znanju, ki ga lahko ima stroj s pomočjo umetne inteligence. Jaz pravim, da je treba nadzirati to zadevo in da je zelo narobe, da nobena od inštitucij, ki, bom rekel, bi morala zlasti mlade podučiti, kako se od umetne inteligence obvarovati oziroma jo nadzirati, kako jo uporabljati na ta prav način, se s tem ne ukvarja. Zakaj? Zaradi tega, ker je šolski sistem preveč trom, preveč počasen, glede na hitri razvoj umetne inteligence. In preden bi šolski sistem spremenil svoj učni program, je na drugi strani že toliko razvoja, da bi bili takoj par let za tem. In to je tista diskrepanca, ki se je jaz bojim, ki pomeni grožnjo civilizaciji, ker enostavno varovanje ali pa sistem varovanja pred umetno inteligenco ne sledi njenemu razvoju. Ja, ker zaslužek je ravno v tem, ne. Vsi hočejo imeti čim boljše agente, ne, in zato praktično, kot smo videli v zadnjih letih, neomejene količine tja noter pač stekajo, ne, za te ogromne data centre. In ja, nekako je kdo prvi pride do tega AGI-ja, ne, do te umetne inteligence. Glejte, jaz ne poznam države, lahko da se motim, ne, ki bi imela recimo ministrstvo za
krizno upravljanje države zaradi umetne inteligence. Ja. Ampak, a veste, zaradi umetne inteligence se bo, bom rekel, ukinilo na desetine milijonov delovnih mest v naslednjih letih, ne v naslednjih desetletjih, v naslednjih letih. Zaradi tega bo treba delati zelo velike reorganizacije. Ja. Zaradi tega bo treba ljudi usposabljati za druge stvari in tako naprej. In ena ključnih stvari, ki bi jih morala vsaka država imeti, je ministrstvo za reorganizacijo na račun umetne inteligence. In o tem nobeden niti ne razmišlja. Kako pa vi v kontekstu varnosti, pa sploh kibernetske varnosti razmišljate, ko pride do vaših naložb, bodisi delnic, premoženja, česarkoli? Mi se namreč v samem podjetju, jaz se 2 do 4-krat na teden minimalno me kličejo ljudje, ki so v takšnih ali pa raznih prevarah izgubili od 50 do 200, zadnjič sem imel gospoda, ki je izgubil več kot $500,000, ne, zaradi slabe kibernetske varnosti, ne. Tudi AI je tukaj. Kako imate vi za to poskrbljeno? Mi imamo na nivoju skupine zelo močen oddelek kibernetske varnosti, IT-ja in tako naprej, na večjih nivojih. Povezani smo tudi z ponudniki storitev in vključeni v razne sisteme. Vsa podjetja so varovana na način, da tudi v primeru vdora ne izgubimo podatkov, ne izgubimo možnosti delovanja in tako naprej. Seveda je pa danes tisti, ki nekaj seveda naredi ali pa izumi, je potem sposoben ali pa ve tudi, kako se to onesposobi. Tako da absolutne varnosti sigurno ni in zato so tukaj zlasti, tako kot ste omenili letalstvo, so letalske oblasti zelo previdne pri avtonomnosti zračnih plovil, ker vedo, da je povezljivost tista, ki je ranljiva, ker tisti, ki jo je pač izumil ali naredil, točno ve tako tudi, kako se jo da onesposobiti oziroma kako se da v njo vdreti. In to je tudi ena od groženj in mojih bojazni pri umetni inteligenci, da bo stvar po domače povedano zbezljala ravno zaradi tega, ker se bo zgodil en tak vdor v sistem, ki ga ne bomo znali več nadzorovati. Ja, žal je takih zgodb že kar nekaj, ne? Zdaj tudi sicer objavlja posnetke, ne, klicev, ki ljudje kličajo, ne, v bistvu se sluti, da bi to bili že lahko prevajalniki, ki z umetno inteligenco ne prevajajo direktno v perfektno slovenščino, ne. To se dogaja, se pogledajte, v teh dneh je bil zdaj baje neki tak poskus neke, ne vem, prevare, baje, da sem jaz bil kao posnet kot gost na 24 ur pri Slaku, pa da ne vem, za 250 €, ne vem kaj, kakšno bogatstvo se da narediti in tako naprej. Danes se da 10-15 minut glasu nekje ukrasti in potem seveda lahko generiraš kakršenkoli glas v kakršnemkoli jeziku in tako naprej. Mi bomo imeli zdaj tukaj na Odiseji kmalu virtualno hosteso na vhodu, ki bo vas pozdravila in prepoznala vaš glas in jezik in vam v vašem jeziku odgovorila, vam povedala, kje je kaj in tako naprej. Informacije bo imela itak preko spleta, kaj se zunaj dogaja, lahko jo ste vprašali po vremenu in tako naprej. To je danes vse možno, dokler imamo elektrone, ki potujejo, ne. V tistem trenutku, ko se elektrika ustavi, ne, oziroma prenos podatkov, potem smo vsi ubogi, ne, in to se lahko zgodi jutri, ne. In zato pravim jaz, da je to področje zelo ranljivo. Ja. Se pravi, zelo pomembna kibernetska varnost. Je res, jaz se prav spomnim tega oglasa, no, z vami, kar nekaj obrazov izrabijo te prevaranti, ne, imeli smo itak Luka Dončić je tisti prvi, ne, ki govori, da bomo za 250 € obogateli, ne vem, ki so to magično številko našli, vedno je teh 250 €. To je še taka številka, da je lahko zanimiva za vse, ne, od upokojencev do hmal do otrok in tako naprej, ne. Veste,
Mislim, da je tudi ta številka bila generirana z umetno inteligenco in izračunana, katera je tista vsota, ki je lahko zanimiva za največje število ljudi. Ja, za največ ljudi, ne, in potem pa grejo noter v to zgodbo, itak postanejo tarča ljudje, ne, in se začne to zadeva. Tako da ljudi je bilo tam, vi ste bili zdajle kar na tapeti, smo imeli že gospoda Boštjana Romiha, tudi Pirc Musarjeva pride na misel, ne, in ni da ni, tako da treba biti res previden, ne, danes v svetu teh hekerjev, prevar, digitalnih napadov, ne, se mi zdi, da tudi svoje premoženje bo vedno težje zaščititi, bi se strinjal s tem. Ja. No, poglejva, zdaj tlele v tej krasni Odiseji, ko sedim, no, moram reči, da ste kar daleč prišli iz tiste svoje dnevne sobe, ne, vi ste v dnevni sobi začeli z letalstvom. Nismo imeli garaže, nismo imeli avta. No, pa tudi mogoče bolj svetlo, ne. Vi ste se takrat odločili, da boste izdelovali letala, ne. Čeprav so vas prepričevali mnogi, da je to nemogoče, ne, tudi na kakšni upravni enoti, tudi ta jugoslovanska zakonodaja, ne, kot ste rekli, ampak ste šli nekako čez to, ne, ostala je zgodovina. Se vam zdi, da je tudi danes še mogoče iti onkraj takih omejitev, uresničiti te svoje sanje, ali se vam zdi, da je svet mogoče bolj zaprt, bolj reguliran, ne, s tistimi izzivi, kot ste jih prej omenjali, mogoče premalo drzen? Ne, ravno obratno je. Dejstvo je, da danes je vsaka priložnost, vsak kupec za vaš izdelek, pa naj bo dober ali slab, je dosegljiv na levi tipki na miški, kjerkoli po svetu. In za vaš produkt vedno obstaja pri 8 milijardah ljudi nekdo, ki je za njega zanimiv. Samo najdeti ga treba in ga prepričati, da kupi nekaj, kar ne potrebuje. V tem smo zahodnjaki specialisti, ne? Marketing nas prepričuje, da kupujemo že 70% stvari, ki jih ne potrebujemo, ne? In danes je tako, da včasih, ko ni bilo te globalne povezanosti, je bil, bom rekel, blef, po domače povedano, bistveno enostavnejši, kot je danes. Lahko ste ponujali na letalskem mitingu tam na travniku zmaja s prospektom, na katerem je pisalo, da ste najboljši, da najvarnejši in tako naprej, ker enostavno ni bilo mobilnega telefona, da si lahko preveril, koliko nesreče je imel. Danes ga imate. Tako da danes, ja, trg je dosegljiv, vendar je prostora za blef vedno manj. Zato je treba prilagoditi kredibilnost ponudbe. Tudi če je blef, mora delovati všečno, mora delovati kredibilno in mora na koncu povzročiti prodajo. Politiki to zelo dobro znajo, ne. Oni prodajo meglo in na koncu še zmeraj jim verjamemo, pa ne bo to eni ali drugi ali tretji, ne. Veste, pred volitvami, predvolilnemu času je pravim čas pravljic, ne, ampak v podjetništvu je čas pravljic ves čas, ne. Ali znaš prepričati tistega, da bo tvoj produkt kupil ali ne. Meni ne bo nobeden rekel, da je Madonna bistveno boljša pevka kot pa neka iz Zgornjega Kašlja, ampak sam marketing in promocija je imela boljšo. In to je tisto, kar je danes pomembno. Bolj kot je tisto, kar ste rekel, kako je bilo včasih, v mojih časih. Danes, če znaš uporabljati sodobna marketinška orodja, če ima seveda tudi dovolj denarja za to, potem lahko prodaš vse. Danes so produkti, ki jih ne potrebuješ, ampak so prodajne uspešnice v milijonskih številkah, so navadno strukturirane, tako vse strukturiran, da je že 30-40% končne cene marketing. Ampak što si v tem, ne, da če daš pa 20%, ne, pa ne prodaš mogoče niti petino ali pa niti desetino tistega, kar bi prodal, če daš pa 40%. Ne. Imaš tisti točko nevrnitve, ne, postavljeno enostavno tako visoko, da ali prideš na vse iskalnike in tako naprej, ali dominiraš, ali pa te ni. Ne. Ne moreš reči, da zdaj bom jaz pa, ne vem,
šel zaprobati, ne, z nekim malim vložkom, da vidim, kako to je, ker enostavno ti ne da pravega niti prave slike možnega potencijala v primerjavi, da investiraš toliko, da na internetu dominiraš, ne, in na iskalnikih. Ne. To je danes cela znanost, če mene vprašate, to je, bom rekel, danes usiljevanje ali pa prodaja produkta, ki ga ne potrebuješ in bom rekel, prepričati kupca, ne, na način ali z umetno inteligenco, da nekdo tako kot recimo zdaj Boscarol pravi, ne, da za 250 evrov boste bogati in tako naprej. Danes se uporabljajo že takim prijemi, ki do včeraj niso bili znani, zaradi tega, da postaneš kredibilnost, da nekdo nekaj kupi. Ne. In tukaj je treba biti potem previden, ker ti kot kupec imaš seveda na razpolago kreditno kartico, iz katere lahko plačuješ, ampak pol kar naenkrat vidiš, da morda niti se ne moreš na neko stvar, ki si se prijavil, se ne moreš niti več odjaviti in tako naprej. Tako da danes vsi ti mehanizmi povzročajo, bom rekel, lahko zelo veliko škodo ljudem, ker umetno napihujemo ta prodajni balon z načinom vsiljevanja ljudem tistega, kar ne potrebuje. Jaz sem vedno dve plati tukaj poslušal, ne, pri produktu in pri marketingu oziroma prodaji, če nekako to malo na hitro združba, pa ni čisto isto. Da dober produkt, ne, razvijalci so vedno rekli, dober produkt se sam proda, ne. To je bilo včasih res, ja. Ja, marketing pa reče, ne, sploh nima veze, kaj je, ne, dober marketing vse proda. Tako. Se pravi, vi ste bolj v tej drugi šoli. Ne, jaz bom rekel tako, jaz sem 30 let v Pipistrelu, bom rekel, delal in prodajal na način, da se je produkt sam prodajal, oziroma sam hvalil, da je bila zadovoljna stranka moj najboljši promotor. Imel sem tudi srečo, da je bil to tak produkt, ki je bil vezan tudi na varnost življenja in tako naprej. In da so zadovoljni pač kupci rekli, lej, imam letalo 20 let, nisem imel ene tehnične težave in tako naprej. In to je drugače, kot pa če ti prodajaš trenirko, ne, ali pa ne vem, en drug produkt široke potrošnje, kjer pa ta, bom rekel, dober glas ne pomeni toliko, kot pa pri kakšnih tehničnih produktih še vedno. Ne. In se strinjam z obojim tukaj, ne, da je lahko zadovoljen kupec zelo dober promotor za določene stvari, za druge stvari, ki pač, bom rekel, se jih da tudi skopirati, se jih da tudi, ne vem, narediti podobne na način, da stanejo manj, ampak jih ne boste prodal. S pravim marketingom boste pa tisto dražjo stvar prodal z večjim profitom in v večjih količinah. Tukaj prej ste že omenil Bird Body, ne? To so te ptičje krmilnice, ki se prodajajo v, bom rekel, količinah tudi po nekaj 10 000 lahko na mesec, recimo. Ne? To so produkti, ki so tehnično, bom rekel, v primerjavi z enim letalom ali karkoli nezahtevni, lahko se jih skopira, lahko se ga naredi, ne vem, za 30-40 evrov, ne, stane 300 evrov, vendar s pravim marketingom, s pravim pristopom, s pravo, bom rekel, vsoto vložka v marketing, ne, so letne prodaje nekaj 10 milijonov ali pa že blizu 100 milijonov, v primerjavi recimo z podobnim produktom skopiranim, ki imajo težave prodati par komadov, recimo dnevno. To je to. To je tisto, to je pa drug tip produkta. Jaz bi tlene proti koncu še par mogoče bolj drugačnih tem odprl, ampak definitivno pa se ne bi oprostil, če ne bi tega le pokrila. No. Ko sem delal malo raziskave, sem večkrat zasledil tole misel, ne, da lahko brez hrane zdržimo več tednov, ne, brez vode nekaj dni, brez zraka pa le nekaj minut. Ne. Ja, to jaz vedno poudarjam. Dejstvo je, da zrak je, bom rekel, tista potreba, ki je za nas radikalno najpomembnejša. Ker če imate vi čas se pripraviti za neko stvar, je to bistveno drugače, kot je recimo hrana, ne, zdaj lahko razmišljamo za naprej in tako naprej, kako bomo to pridelovali, ampak če prije do onesnaženja, hipnega onesnaženja atmosfere, pa tudi če nekje lokalno,
v par minutah so mrtvi vsi. Ne? Zato je zrak pomemben. Zato jaz pravim, da ker sem bil v letalstvu, vem, kaj pomeni onesnaževanje zraka, zato jaz pravim, da vsak, ki ima možnost ali pa znanje, da ohranja atmosfero, je to njegova dolžnost, da naredi. Zato smo tudi mi razvijali pač brezemisijsko letalo, ga tudi certificirali in tako naprej. Vam je to prav blizu zaradi tega, ker ste kar velik del svojega leta letali gor, gledali na naravo, vse nekaj v Sloveniji je bila še predvsem krasna in ste si tako še vedno in ste rekli, to pa treba obdržati tako, kot je. Ne? Tako. Super. Ena stvar je še, ki mi je bila zelo všeč pri vas in to, da vam to pomenijo ljudi, tudi danes sva že večkrat to omenila. Odnosi pa zadovoljstvo tudi pri delu, ne? In delovne pogoje ste urejali tako, da ljudje so prišli ne, za 8 ur in niso ostajali po nepotrebno. Ne? Celo alarm 15:03 ali kako ste rekli, da je treba bilo prižgati. Kako pomembno vam je to, da so ljudje zadovoljni pri svojem delu in zakaj je to mogoče za vas ne samo poslovna, ampak tudi zelo človeška odločitev? Vete, na koncu začne in konča vse pri ljudeh, ves uspeh začne in konča pri dobri ekipi, pri pripadnosti podjetju, pri inovativnosti, pri motivaciji, pri zadovoljstvu zaposlenih. Zadovoljen zaposlen pomeni osnovo za uspeh. Zato sem vedno gradil na ljudeh. Res je, mi smo delali od 7 do 3 in če 15:03 alarm ni bil vklopljen, so bili odgovorni meni delovodje. Jaz sem hotel, da grejo vedno zaposleni domov, k svojim družinam, svojemu življenju in drug dan pridejo v službo spočiti, s počito glavo in zaradi tega v 33 letih mojega poslovanja na Pipistrelu nobena nesreča ni bila dokazana kot tehnična napaka strani proizvajalca. Mi smo verjetno edini na tem področju, da imamo tako statistiko. Moram reči tudi, da danes ni enostavno priti do dobrega kadra. Mi smo imeli vedno več prošenj, kot smo ljudi lahko zaposlili. Danes pa še posebno je pa dobre ljudi težko zadržati. In danes kadra ne zadržiš samo z dobro plačo, ker plačo lahko dobi z levo tipko na miški kjerkoli. Danes predvsem mlade zadržiš z motivacijo, z dobrim občutkom v kolektivu, s tem, da ponosom povedo, kje so v službi, kaj počnejo, da imajo dovolj časa tudi za svojo družino, seveda, da zaslužijo tudi toliko, kot pričakujejo, vendar so pa tiste druge, bom rekel, stvari in pripadnost, odgovornost in tako naprej drugačne, če so ljudje zadovoljni in zato sem vedno vlagal veliko v zadovoljstvo ljudi. V 33 letih Pipistrela je Pipistrel zapustilo ljudi, da jih lahko preštejem na prste 2 rok. Vsi drugi so videli v Pipistrelu najboljšo možnost za prijeti do penzije v Pipistrelu. Zato tudi nismo imeli nikdar pogodb o zaposlitvi s konkurenčno klauzulo, da ne smejo stran iti, ker ni nobeden stran šel. Tako da to je pomembno, ekipa je pomembna in jaz vedno pravim, brez ekipe, brez dobre ekipe, Pipistrel pa tudi druga podjetja, zdaj, ki jih imamo, ne bi dosegla tega, kar dosegajo. In veste, tudi umetno inteligenco je ustvaril človek, tako da človek bi moral ostati na prvem mestu tudi v prioritetah v podjetjih, kar pa pri veliko mojih kolegih ni tako, nažalost. To mi je zelo všeč vaše razmišljanje. No, mislim, da tudi se veliko Slovencev poistoveti z vami, ker tako dobro tretirate svoje ljudi. Pa me zanima potem na drugi strani, jaz razumem, da recimo pri podjetju, kot je Pipistrel, ste delali 8 ur, ker je bilo res nujno tam, da so vse matice do konca zašrafane, da je vse v nulo narejeno. Seveda pri letalstvu je regulacija izjemno rigorozna in tudi kvaliteta dela izjemno pomembna. Sami pa mislim, da ne vem, če ste še kdaj v dnevu 8 ur samo oddelali. Ja, ampak jaz sem eden redkih ljudi na tem svetu, ki lahko rečem, da jim je služba hobi in hobi služba. Tako da če lahko jaz rečem, da se ukvarjam cel dan s hobijem, je mogoče za nekoga drugače razumljeno.
kot pa da rečem, da ves dan delam, ne? Ampak pri meni je ta ločnica res zelo tanka črta. Kako pomembno je potem to za vas, da človek uživa v tem, kar dela v svoji službi? Je zelo pomembno. Če je človek pri sebi zadovoljen, potem ni ovir. Če greš pa v službo in služba je velik del dneva, nezadovoljen, ne vidiš motivacije in tako naprej, potem tudi prej izgoriš. Jaz pravim, da najlažje je govoriti o izgorelosti, če si 8 ur v službi in da nimaš kaj delati, kot pa če 8 ur delaš in da si motiviran to, kar delaš. Ja, zelo lepo. Ok, super. Potem pa mogoče za konec eno vprašanje malo drugačne sorte. Če bi lahko čas zavrtel nazaj za 40 let in bi imel še eno priložnost v svoji poti, a bi mogoče kaj spremenili? Nič ne bi spremenili. Nobene stvari ne obžalujem. Vseh napak, ki sem jih naredil, tudi ne. Vse so me nekaj naučile. Nikdar ne gledam tudi nazaj, ker gledanje nazaj krade energijo. Jaz rabim energijo za naprej, tako da nič ne bi spremenil. Hotel sem vas še vprašati, če bi se podali bolj še v svet, sicer zdaj ste nazaj prišli, v svet entertainmenta, fotografije, glasbe, mogoče v tistem času, ko ste skupaj z gospodom Domiceljem turali po Evropi in hodili na razne snemanje, tudi vem, da ste bili na snemanju skupine s Pink Floyd, bi si želeli več časa mogoče temu delu svojega življenja posvetiti? Ne, to je bilo eno zelo lepo obdobje mojega življenja, skoraj 10 let je trajalo. Potem je sledilo obdobje tudi tiskarstva, priponke in tako naprej, ki je bilo tudi krasno. Potem je prišlo letalstvo, ki je bilo enkratno, zdaj je prišlo to, bom rekel, obdobje, ko sem lahko svojo vlogo, bom rekel, vključen v stvari, ki nastajajo. Vsako obdobje ima svoje pluse, minuse. Važno, da človeku ni dolg čas in da vidi motivacijo za naprej. Potem ste resnično eden izmed redkih ljudi, ki nima nobenih obžalovanj. Res bi težko najdel kakšno stvar, da bi obžaloval. No pa dajva mogoče za konec dati še par nasvetov. Pa najprej morda mladim podjetnikom, se mi zdi, da so danes veliko govorila o podjetništvu. En nasvet, mogoče ne tipičen, ne tak, ki ste ga vedno dali za mlade podjetnike, kakšno skrivnost, mogoče glede vaše intuicije ali pa čisto taki. Torej, jaz ne vem, če sem sploh pristojen ali pa na nivoju, da nekomu dam nasvet, lahko dam mnenje. Če bi mladim podjetnikom ali pa tistim, ki vstopajo v svet podjetništva, lahko, bom rekel, dal svoje mnenje, bi ga dal predvsem v smeri, da naj se ne obremenjujejo s tem, kar jih je šola ali pa univerza naučila, ker to morda ni niti 10% tistega, kar bodo v življenju potrebovali, ker se svet tako hitro spreminja, da se bodo morali, če bodo hoteli ostati konkurenčni, učiti vse življenje. In to stvari, ki jih danes šola sploh ne pozna, zato jim ni mogla tega znanja niti dati. In se bojo morali vsak dan bolj zanesti sami vase. Zato je prepričanje vase zelo pomembno. Najprej morajo prepričati sebe, potem bojo lahko prepričevali druge. Hvala lepa za to lepo misel. Povejte mi še za tiste, ki razmišljajo o upravljanju svojega premoženja. Imate mogoče kak nasvet, zdaj imate že nekaj let izkušenj, predvsem imate pa še več premoženja, mogoče kako si ga najprej nabrati, pa potem kako smiselno zaposliti. Torej, kako se ga nabere, je več možnosti, danes je priložnosti res ogromno. Najprej treba biti prepričan vase in potem, ko verjameš v eno stvar, moraš iti, ne glede na to, ali imaš kratkoročne težave ali ne, ampak si moraš postaviti svojo vizijo in do tja prideti. Jaz sem recimo v električno letalstvo verjel 30 let in vsi so me prepričevali, da to ne bo šlo, ampak sem verjel in na koncu smo dokazali, da je možno. To se pravi, treba biti prepričan vase in to, da se da ovire, bom rekel, rešiti, da nobena ni tako močna, da ne moreš z glavo skozi. Druga pa potem, ko neko premoženje nastane ali pa se kaže,
v tako negotovih časih, kot že so in ko prihajajo, ne bi nikdar dal vseh jajc v eno košaro, ampak bi razpršil tveganje, ker tudi če gre nekaj narobe, da nisi ob vse. Gospod Boscarol, najlepša hvala danes še enkrat, da ste nas povabili v vaše prostore. To je bilo prvič za naš podcast, pa za ogromno lepih misli. Povejte mi še za na konec, kje vas lahko ljudje spremljajo, kaj je trenuten projekt, ki bi jih mogoče radi usmerili, mogoče povabili v Odisejo. Ja, zdaj ne vem, kdaj bo ta podcast šel ven. Če bo šel pred 15. aprilom, me bojo lahko vsi osebno spoznali. Tukaj v Odiseji se bo namreč zgodil en zelo zanimiv projekt. 7 glasbenikov za 70 let, koncert, spektakel, dobrodelni spektakel Ivo Rocks 7.0. To je sreda, 15. april. Vstopnice so samo po 5 evrov, še te grejo za en dobrodelen projekt, za katerega se bo zvedlo na koncertu. Cel večer se bomo imeli lepo, obujali bomo spomine na lepe moje čase, predvsem tiste čase, ko sem živel od koncertne fotografije oziroma od fotografije, ne od letalstva in od drugega. Tudi pogostitev se čaka, skratka imeli se bomo lepo in marsikaj o meni bojo zvedli, kar morda danes še ne vejo, ker bo tudi med koncertom tak zanimiv pogovor s Tomažem Domiceljem o vseh zanimivosti, ki sva jih ušpičila, ko sva hodila po Evropi. No, super, tega pa definitivno ne smemo zamuditi. Še enkrat najlepša hvala. Tudi vam.